Fran Milčinski je poleg mnogih svojih zgodb tudi s snovanjem pravljic zavzel pomembno mesto v slovenski književnosti. Povezal je nekako ljudske sestavine in jim dodal svoje modrosti v duhu narodovega pripovedovanja. Ena takih pravljic je tudi Botra smrt in Tomaž, ki jo bom danes predstavila. Bilo je v tistih časih, ko je pšenica še rasla v strokih, bob pa v klasih. V tistih časih, ko je bilo vse drugače. Ljudje so bili drugačni, drugače so živeli. Celo smrt je opravljala svoje delo drugače. Bolje kot danes. Predvsem pa bila je natančna in pravična. Vse lepo po vrsti, po starosti in vsak je vedel, kdaj bo napočila njegova zadnja ura za odhod na drugi svet. In imel je vsak dovolj časa, da se je na to pripravil. Lahko je napisal v miru testament, lahko je izročil, kar je pač bilo za izročiti, predvsem pa se je lahko pošteno pripravil na svoje slovesno slovo, na pogreb. Ko je bilo vse opravljeno, pa je lahko zadnja 2 dneva, na primer, sedel v hiši in sprejemal goste, ki so prihajali. Sorodniki, prijatelji, znanci so se prihajali poslavljati. Pred vrati pa je budno spremljala vse dogajanje smrt svojo koso na rami. Natančno si je ogledovala, ali vse poteka tako, kot je bilo dogovorjeno. Celo na pogrebu je bila tako prisotna. Ja, tako je bilo. In v tistih časih je živel tudi veseli Tomaž. Zelo rad je zahajal v svojo vinsko gorico, tam gori je imel svojo zidanico. In tudi tistega popoldneva, vročega popoldneva, se je nahajal v svoji zidanici. Pretakal je namreč vino. Pretakal je lepo v miru in seveda pridno poskušal, kozarček za kozarčkom. Kmalu se je že začel žvižgati in celo prepevati svojo ljubo pesem. Kar je po bregu navzgor prisopihala smrt s plitko koso na rami. Boter Tomaž, Bog daj, dober dan, Boter Tomaž. Kako žgoče sonce pripeka, kozarec tvojega vina bi se mi prilegel. Ja, je samo zagodrnjal Tomaž in srkal dalje. Smrt je najprej mislila, da je Tomaž ni dobro razumel, zato ga je še enkrat pobarala. Boter Tomaž, a me razumeš, kaj ti pravim? Poglej, tja gor na drugi breg moram po opravkih in vroče je, žejna sem, kozarec tvojega vina bi mi dobro del. Takrat pa se je le oglasil Tomaž in jo pogledal. Ja, je rekel, moje vino bi pila. Moje vino lahko pije samo tisti, ki ima kaj petic pod palcem. Toda teh pa nimam, je rekla smrt. Pa ne boš pila, ji je zabrusil. Smrt je začudeno gledala, ni mogla verjeti. Pa Tomaž, pa kozarec svojega vina mi boš vendar privoščil, saj sem tvoja gosposka. Gosposka, je rekel in jo zaničljivo pogledal. Kakšna gosposka neki? Birič si, ne pa gosposka, biriči pa ne bodo pili mojega vina zastonj. In je srkal dalje. To je pa smrt razjezilo. Tako si je mislila, bomo videli, kdo ne bo pil tvojega vina. Poskočila je, se odrinila in smuknila na največji sod poln vina ter začela skozi veho piti. Srkala je in srkala, pila, požrešno. Tomaž je najprej začudeno pogledal in seveda je to njega tudi razjezilo. Tudi on je smuknil na sod in ne bodi len porinil glavo smrti popolnoma v vino. Na požrešnost požrešna je vpil. Pij, požri, vse požri. In je tlačil in tlačil in stlačil še vse njene ostale kosti v sod in začepil veho, zabil. Sod pa je celo zakopal pod prag. In tako ni bilo o smrti več ne duha, ne sluha. Ljudje pa so živeli dalje.
Čudno se jim je sicer zdelo, da že tako dolgo nihče ne umre. Počasi so jih je začelo skrbeti. Le kaj se dogaja, le kje nekje se mudi smrt, le kaj se dogaja z njeno službo, da je ne opravlja več. Nič kaj niso bili zadovoljni, posebej nejevoljni so bili tisti starejši, ki so že bili popolnoma pripravljeni za odhod na drugi svet. Prav nič prijetno ni bilo doma sedeti in sprejemati goste in vsakemu posebej razlagati, zakaj vendar še ne umre, in se opravičevati naprimer svojim domačim, ki so svojimi čudnimi pogledi spraševali, češ, kaj še delaš tukaj? Nič smrti ni bilo od nikoder. Ja, morali so se navaditi spet na življenje. In tako so živeli dalje. Leta pa so tekla in tekla, ljudje so se množili, hiše so postajale počasi pretesne in tudi hrane je začelo primanjkovati. Zdaj so bili že kar nejevoljni, pošteno nejevoljni. Leta pa tudi Tomažu niso prizanesla. Tudi on se je postaral, osivel, svojega dela ni mogel več opravljati tako kot nekoč. Pa je svojo domačijo predal zetu. Ta njegov zet pa ni bil nič kaj prijazen, neprijazen in skop je bil. Nekega dne se je Tomažu zahotelo, da bi spil kozarček rujnega vina, pa je poprosil zeta, naj mu ga prinese. Toda kaj je storil? Ravno tako, kot je Tomaž storil s smrtjo pred mnogimi leti, je tudi zet sedaj naredil s Tomažem. Ni mu privoščil vina. Nak, je rekel, kdor nima dovolj petic pod palcem, ne bo pil vina. To je pa Tomaža tako hudo prizadelo, da si je kar v tistem trenutku želel umreti. Odločil se je, počasi se je spravil iz hiše in lezel gor v breg do svoje zidanice. Nekako mu je uspelo izkopati sod in odčepiti vejo, ter si oddahnil in sedel poleg soda. Čakal je, kdaj bo prilezla smrt in ga pobrala. In res, smrt je zavohala zrak, počasi podinila glavo skozi vejo, se ozrla naokrog in zlezla vsa iz soda ter se spustila na tla. Tomaža še pogledala ni, še mar ji ni bilo za njegovo življenje. Usmerila se je po bregu navzdol, pogledala proti vasi in se počasi odmajala po poti. Tomaž je presenečen zrl za njo in zdelo se mu je, da nekako hodi sem ter tja, da jo kar nekako zanaša, in celo zaslišal jo je, da je zavriskala. Saj tudi je, kajti smrt je bila pijana, na smrt pijana. No, usmerila se je naravnost proti vasi. Odmajala se je po poti in ravno takrat je pred pragom hiše stal Tomažev zet. Opazoval je, kaj neki mu to prihaja nasproti, in končno jo je prepoznal. Ja, saj to je vendar smrt, je zaklical. Ko jo je pošteno pogledal, pa se je udaril po kolenu in zakrohotal na ves glas. Ja, smrt, ja, kakšna pa si, odkot neki so te izpustili? Pa saj si vendar pijana. Pijana smrt gre, prišla je pijana smrt, je kričal. In kmalu so prihiteli tudi otroci in klicali naokrog. Pijana smrt je prišla, smrt je pijana, pijana smrt. To je pa smrt res razjezilo, tako močno, da je pograbila koso z rame in začela mahati okrog sebe na vse strani. Kolovratila je s to koso sem ter tja in najprej je pokosila Tomaževega zeta in vse otročaje, ki so bili najbližje. Ostali so se razbežali in poskrili po hišah, kjer se je dalo.
Smrt pa pijana, kot je bila, sploh se ni mogla strezniti, je mahala s koso in šla naprej po vasi, po vseh dvoriščih, po hišah in nikjer nikomur ni prizaneslo. Kar ji je bilo na poti, je pokosila na mah. Zgodilo se je, da je prišla v hišo, kjer jo je starček z velikim veseljem sprejel, na postelji jo je pričakal, ves vesel, kajti bil je že popolnoma pripravljen za odhod na drugi svet in končno jo je dočakal. In ko je smrt zamahnila svojo koso, je zamahnila po njegovi mladi ženi. Ja, tako je bilo. In smrt je mahala, ne glede na to, kdo ji je stal na poti, ali je bil otrok, ali starček, žena, mož, kdorkoli, vse je bilo pokošeno. In jadrno jo je ucvrla na to iz vasi v naslednjo vas in naprej po vsej deželi. Nihče ni mogel ustaviti. In smrt se nažalost tudi ni mogla strezniti, saj je bila prepojena z vinom skoz in skoz. Ja, tako je bilo. In sčasoma so bili ljudje že res jezni, nejevoljni, ogorčeni. Ja, kaj takega, so rekli. Ja, čemu neki imamo zakone, čemu imamo gosposko, čemu plačujemo davke, da nihče nič ne stori? No, pa se je le gosposka zganila. Ukazala je vsem stražarjem po deželi, da morajo nemudoma v lov za smrtjo. Uloviti jo morajo in stlačiti v kletko za toliko časa, da se bo pošteno streznila in da bo lahko normalno in pošteno opravljala svojo službo tako kot nekoč. Seveda so se prestrašeni stražarji odpravili, razkropili po vsej deželi, na vse strani so iskali in iskali. In mislim, da jo še vedno iščejo.